Običajno se podjetja obračajo z problemi povezanimi z denarnim tokom, se pravi, kako napovedovati denarni tok, kako z določenimi ocenami poslovanja za prihodnost, pa to govorimo lahko zelo kratkoročno, večmesečno naprej ali pa letno, kako čim bolj predvideti svoje potrebe, da se ne bi znašli v težavah, kjer bi njim zmanjkalo denarja. Moj nasvet je tukaj vedno povezan s tem, da lahko upravljaš nekaj, kar planiraš, kar oceniš, in jih vedno spodbujam, da ne glede na to, da imajo ponovadi premalo informacij ali pa manj, kot bi si jih želeli, da poskušajo po najboljšem vedenju, po tržnih informacijah, po izkušnjah narediti vsaj grobe ocene in potem te sproti ažurirati, zato da v bistvu lažje napovedujejo, kje bodo lahko pristali, glede prodaje, glede stroškov in glede denarja. Tako da v bistvu moje delo je največkrat povezano s tem, da jih pomagam usmerjati v to, da razmišljajo o prihodnosti, pa čeprav je to zelo težko, se pravi, če so ekipe, ki se še iščejo, preizkušajo na trgu, iščejo poslovni model, se pravi, čim več meriti, čim več informacij zajeti, ker na podlagi teh dejstev, pač kljub vsemu govorimo o denarju in tukaj odločajo dejstva, ne samo čustva. Ne, pač jaz vedno rečem, da ekipe, startupi morajo biti zaljubljene v svoje firme, ampak na koncu pri denarju odločajo dejstva. In če se izkaže, da ena ideja na trgu ne pije vode in podatki to potrdijo, potem je prav, da tega ne sprejmejo in morajo sprejeti, da tudi investitorji, kdorkoli to že je, privatni, državni, tega ne bodo mogli podpreti. Svetovim, da se ozrejo na velikost številk. Dokler dela majhne promete, nima smisla preveč v globino. Ko pa so vrednosti večje, je pa smiselno, da se, posamezni elementi prihodkov in stroškov razgrajujejo na manjše elemente, ker jih lahko lažje slediš. Svetujem pa, da se morajo vedno postaviti v vlogo, da sicer radi delajo to, kar delajo, ampak da na koncu tega njihovega dela je prav, da pričakuje en donos. Donos se mogoče ne zgodi letos, se bo pa v 2, 3 ali pa v 5 letih. In tako kot imajo ambicijo ali pa vizijo, kam želijo pripeljati to poslovno idejo ali pa podjetje, je prav, da razmišljajo, da se bo enkrat mogel zgoditi break-even oziroma exit ali pa donos, ki jim bo pomagal normalno živeti. Zato, kljub temu, da je to težko in da je vedno izziv, za male podjetja, za srednja podjetja, za startupe, za kogarkoli je prav, da o tem aktivno razmišljajo in planirajo. Mislim, da je treba biti zelo realen in, tako kot sem prej rekel, če vsaj malo planiraš naprej, boš ugotovil, da se bližaš koncu že mesece prej, ne mogoče, da se zbudiš in ugotoviš, da si brez denarja naslednji dan. Zato je to koristno. To, da si brez denarja, je realnost. 6 od 7 podjetij, startupov umre, to vemo, take so statistike. Se pravi, to ni konec sveta. Treba biti samo realen, da takrat, ko to informacijo komuniciraš z lastniki, solastniki, z investitorji, da si objektiven, da to poveš, čim ta indic obstaja, se pravi, čim se kaže, da bi lahko do tega prišlo. Ker takrat v tej situaciji nisi sam, lahko ti drugi pomagajo, saj izbrati ideje, mnenja ali pa rešiti tisto, kar lahko.